kar. Karkoli že ima on. Daj no, kaj bova midva tukaj? Pa saj najbrž ne bo vse skupaj nič. Koliko pa ti rekel Žim, da je stara ta ženska? Samo za sekundo sem jo videl. Pa še v avtu sta bila. Me razumeš? Meni se zdi, da mora biti malo čez 30. Ja. Prav lepa ženska, ja. Iz Dublina. Iz Dublina. Tukaj pa nima nobenega, ne? Ne, sem, da se bo preselila ali nekaj takega. Na zdravje. Na zdravje. Na zdravje. Še kakšen teden ali pa dva in se bojo prikazali prvi Nemci, ne da? Ja, bo zvečer spet malo bolj živahno, ja. A ti se še pa zdaj nisi odločil, da bi eno od onih dveh parcel namenil za par prikolic, no? Kaj pa vem? Zgorno! Tam v gor ni prav nobenega zavetješak. Tam tako potegne, da do kosti reže. Ti tam gor naredil. Živini ne bi bilo tam gor nobenega problema, ti bi pa lahko tukaj spodaj. Saj veš, kaj mislim. Saj bo brez tega vse polno tukaj okoli. Saj sam dobro veš. Ja, imaš tudi prav. A tebi ni prav nič do tega, da bi še kaj zaslužil zraven? Da bi še kaj delal zraven? Saj jih bo tudi brez tega polno tukaj okoli. Kampinge bom jaz kar Fimbarju lepo prepustil, on ve, kako je treba s tem. Fimbar, ja, tako nujno rabi še kakšen fičnik. Ja, on se pa res za vsak fičnik žene. Revež ubogi, to pa drži, ja. Ja, če bi imel družine tam gor, na počitnicah, z otroki pa vse to, potem bi šele opazil, kako so se večeri spet začeli daljšati, ko bi oni enkrat začeli odhajati. In če je zdaj mir, kaj bi bilo šele potem? Zacrkniti. Tak mir bi bil. Me razumeš? A bo še enega takratkega, Žak? Ja, no, pa dej. Dva takratka, Brendan. Dva takratka. Pa boš ti tudi enega, no? Ravno razmišljam, če ga ne bi. In? Kaj se delaš na finega, no? Potem ga pa bom. Tako se govori. Fičniki, kaj? A slišite avto? Ne. Fimbarjev. Parkira. Nobene ključi nisem videl. Okoli Noka je prišel. O ja, seveda. Vsak drugi je bil včasih malo manj kot kuhan in pečen tukaj. Kaj pa imamo? O, pa sva tukaj. Fantje, to je Valeri. Pred kratkim se je preselila v hišo te stare more Nilonove. Dober večer. Jack Mullen, majhno mehanično delavnico ima na drugi strani Noka. To je pa Jim Carran, včasih malo pomaga Jacku. Dober večer. Dober večer. To je pa Brendan Byrne. Živijo. Živijo. Tale pap je Brendanov. Pa vsa zemlja, ki sem vam jo pokazal, cel breg je njegova kmetija. Aha, meni je tako všeč tukaj pri vas. A res? Ja, saj je lepo na tem koncu. Tako za sprehode ali kaj takega. Vse do dol, čisto do pečin. Ja, res je. Krasno je tukaj. Kaj boste, Valeri? Ne, Fimbar, bom jaz. Res, daj no. Kaj boste, Valeri? Če je pa tako, bi pa jaz eno veliko, če ga ima seveda, eno veliko svetlo, prosim. Kaj boste, Valeri? Ja, a imate kozarec belega vina? Ni problema, samo hišo ga grem iskat. Ni treba se truditi, res ne? Jasno, da ne, ni problema. Gor imam steklenico. Gotovo ima spravljeno kakšno kislico še od, kaj pa vem, od Božiča. Veste, tukaj se ne zgodi prav dosti, da bi vino teklo. Zdaj mi je pa prav nerodno. Dajte, no, Valeri, nič hudega. Lepo se usedite tukaj in se ne dajte motiti.
Nič se ne dajte motiti temle kmetavzom. A pa ja, kot da nisi bil ti pred kratkim točno tak, no. Nič ga ne poslušajte, ne privoščijo mi. In to samo zato, ker sem šel jaz v mesto iskat srečo. Oni so pa ostali tukaj gor v tem očvirju, tako da se zdaj po riti praskajo. Kaj praviš, Fimbar? Kot da je bilo treba prav daleč po to tvojo srečo, na? Do oporoke starega maka, da vidi, kaj notri piše, a ni bilo tako? Ja. Kakšna oporoka od mojega ta starega? Pametne naložbe, fantje. Nos je treba imeti za take reči. Ja, prav gotovo, ja. Vas je najbrž dobro bral, skišal malo more Nilonove. Ne bi rekla, res ne. Ko se govori? Tukaj na vašem koncu se dosti bolj poceni, a ni? O ja, res je, veste. A bo treba veliko popraviti? Ne, Kakšno malenkost, če sploh. ja, eno desko ali pa dve na tleh in nekaj bo treba pobarvati. Nič. Če boste kaj rabila, tukaj ga imate. Ja, res. On zna vse narediti, ja. Samo da jo ne boš oskubel. Lahko grem malo pogledat, če vi tako želite. Vem, katera hiša je. Glej, da bo zaračunal tako bolj po cenah za sosede. Bom. Tako, kot se spodobi. Bom. Kaj praviš, Fimbar? Pocene za sosede? Ne bi rekel, da si ti kupil pol mesta s tem, da si zaračunaval cene za sosede. Res imaš. Ne pol. Celo mesto sem kupil. Ja. Samo zato je treba imeti dober nos, veste. Ja, nos, pa kaj še, no. Ja. Koliko časa se ti pa tole živalje gor pri tebi v kakšnem predalu? Kaj jaz vem, za darilo ali nekaj takega sem jo dobil. 1990, arhivsko, nekaj. Upam, da bo v redu. Krasno, saj jaz se ne spoznam prav zelo. Meni se zdi, da je v redu. Daj ga že nogo spet tukaj. A ne vidiš, da ima jezik dotav? Hvala lepa, Brendan. Kako je dobro, resno mislim, odlično. Fino. Ga bom dal hitro v hladilnik. Za vas, Valerija. Hvala. Kaj sta pa potem danes opravila, fanta? A me zabavaš? Z njim. Tista kobila je bila naprej na 11-4, na koncu pa 6-4. Sweet Victory, saj je bila, ne? Kenik, dela v stavnici. Klet prasec, kako ta ti prireja stave? Se ne moreš predstavljati. Lej, to se oglaša. Ja. Mene skoraj nikoli ne posluša. Saj ga vidi Žimi, kako je važen. Preveč važen je, da bi priznal, da kdaj pa kdaj tudi on rabi kakšne nasvete. Ne. Jaz imam svoj sistem. Določene principe imam. Sem pa tudi prvi, ki zna kaj dobrega povedati o njem. Saj veste, Valerij, ker on prav ne zgreši prav dosti. Ne zmeraj, Žim. Da ne zgreši prav dosti. A Žimi napove tako točno, da bolje ne bi mogel. Če si vse natančno pretehtal, je to ena stvar. Nekaj druga je pa, saj Žimi dobro ve, da ne mislim s tega nič slabega. Jaz pa, ker sva se o tem že večkrat pogovorila, on ima tak znanstveni pristop. On prav študira stavne listke, pa kaj jaz vem, mislim, ne bi bil rad nesramen, taj časa mu res ne manjka, da lahko to počne. A veste, Valerij, on vse točno preštudira. Saj ima prav, zakaj pa ne? A vi kdaj stavite na konje? Ne. A veš, da ne. Koliko pa ti, Žim, recimo, zaslužiš na mesec? Na stavah, mislim. Ravno toliko, da sem na nuli, Žak, ni ravno, da bi jaz tega, no... Prav. Koliko je bilo takrat, ko je bil derbi v Cheltenhamu? 220. 220 funtov. In to koliko je trajalo? 3 dneh? A ni bilo tako? Že, ampak ni to, da bi jaz... No, vem, da je bil to tak večji dobitek. Ampak veste, Valerij, on se je na to pripravljal cele tedne. Študirajo vse tiste cifre, pa kaj jaz vem, kaj še vse. A se ja ti spomniš, Brendan?
da je kar naprej bulil časopis, takole da je imel Portega na šanku pred derbijem, a ni bilo tako? Ja. Jaz sem pa drugačen. Jaz to bolj tako, kadar me piči, si rečem, bom šel nekaj malega plačati. Saj, kaj pa je to drugega? In to potem tudi naredim in če vam povem, čisto po pravic mi je precej vseeno. To tako mora biti, malo za hec. No, jaz rajši nič ne poslušam, ko mi govorijo, kako naj izpomnim, pa kako ne. Vseeno pa vsake toliko časa kaj dobim. Kaj ti bojo sistemi pa principi, no? Čakaj malo. V principu gre pa samo za to, da človek nekaj zasluži, tako da se ne zdaj ti tukaj nekaj repenčiti. Kdo se repenči? Nič se jaz ne repenčim. Samo to sem hotel reči, kako se jaz pač lotim zadeve. Moj sistem nima nič opraviti s kakšno znanostjo, samo srečo moraš imeti. To pa nima nič opraviti s podatki ali pa s kakšnimi ciframi. No. Madonna, se pravi, da se vidva s Kenjem vržeta dol na kolena in od žebrata prav zdrava Mari, preden oddata listke ali kaj. No, ni to tako, ni to tako. Vas bom povedal, če me misliti poslušati. O čem pa potem govoriš? Danes si lepo poslušal Žimja in si nekaj zaslužil na konjih. Tako da, kaj hudiča se zdaj tukaj nekaj greš? A je tako? Vas bom povedal. Tako to gre, no. A bo se ti. To je tako. Jaz nimam nobenega sistema. In to je tudi res, da sem pa tja malo zgubil. No. Zato pa včasih poslušam Žima in to mi toliko vrže, da lahko potem partitno stavim po svoje. Je pa tudi res, kakor vsi dobro veste, da sem parkrat že sam nekaj dobil. Enkrat ali pa dvakrat že. A da si res, ne nam zdaj tukaj nekaj tveziti. Če mene vprašate, si ti zadnjikrat kaj dobil, ko je še red ram dirkal. To se mi tako malo hecam. Nič ga ne poslušajte. Kaj pijete, fantje? Jim? Jaz bi enega takratkega filma, hvala. Čak, takratkega, veliko, ali v steklenici. Če pa To, da si ti danes na steklenici. pipa ne dela, no. Ja, se ne čudim. Potem bom pa jaz tudi enega takrat. Tako se govori. Valeri, Ne, hvala, jaz sem zaenkrat v redu. sigurno vam malo dolijem. Ne, hvala, zaenkrat. No, prav, silili pa ne bomo nobenega. Brendan, daj mi torej 3 takratke. 3 takratke. Hvala ti. Kaj pa ti? A, boš tudi ti enega. Pravno razmišljam, če ga ne. In? Kaj boš razmišljal? A boš a ne? Kaj veš, da bo Fimbar naslednji spet plačeval? Ni se nabiraj, daj hitro, preden si bo premislil, saj vidiš, da mu ne naš prav, kar boš ti tudi samo enega, no, dej. Nič ga ne poslušajte. Fimbar se rajši drag piše, kot da bi komu treba še kaj plačati. A zdaj se pa tako reče. Prvič po dolgem času sem spet tukaj. Krasno družbo sem vam pripeljal in vse to, potem pa tole nazaj dobim. Tega ležimja se pa treba prav paziti, ja? On je veliko bolj pameten, kot se pa dela. A zdaj se tako reče. Samo poglejte si to, medtem, ko jaz tukaj plačujem pijačo. To pa res ni prav. Kaj pa vi pravite, Valeri? Ja, prav grdo je. Obupno, ja? Na, Brendan, pa dobro si ga oglej, ker ne bi rekel, da jih tukaj prav dostikrat vidiš. Od teh fantov že ne, ne prav dostikrat, da ne? Je dobro, Na zdravje. povlečen, ponarejen, Fimbar, na zdravje, no. Ja, zdravje. Živja. Kako se ga pa vi prenašala, ko vas je pelo malo naokrog? Ja, čezan je bil tako malo bolj tih. A, tihega Fimbarja. Grem staviti, da vam je bil tisti odprej bolj všeč, mi ga pa še nismo poznali drugačnega. Vidite zdaj, da ima noč res svojo moč, ne? Tako, zgodovino teh krajev mi je razlagal in vse mogoče. Zgodovino teh krajev? Da si jo nisi sproti izmišljeval, no? Ja, prav gotovo, pa kaj še? Pa tudi fotografije so vse ponarejene, a? Pred toliko in toliko leti sem jih dal delati, zato da lahko danes večer vlečem Valeri za nos ali kaj. Saj res, to je vse tukaj blizu, a ni? O ja.
A tole je jez. Kdaj je bila že ta posneta, Brenda?